Premiere avto so včasih čisto rutinske. Prideš na letališče, dobiš avto, se odpelješ do hotela, vmes posnameš vse, kar je potrebno in si naredil svoje. Včasih pa se znamke res potrudijo in vse skupaj začinijo, da si potem dogodek res zapomniš. Že včeraj zvečer je bilo krasno, ko sem prišel tukaj do hotela, posod vse v stilu roka, večera lepo okrašena, pač T-Roc ima res cool ime. Potem pa vidim, da je takole še v moji sobi vse okrašen, recimo te napisi na ogledalih, pa slika tamle, pa tole, ne motite rockstarja, to sem jaz. Tako da, evo, nekdo se je res potrudil. Mene pa so danes povabili pogledati, kako in kje novi T-Roc nastaja. Tovarna Auto Europa tukaj na Portugalskem, to je na pol urce stran od Lizbone, je edina, kjer proizvaja T-Roc za celo Evropo. Tukaj so od leta 1995 proizvedli že 4,5 milijona vozil, ne samo T-Rocov, ker še ne obstaja toliko časa. Ampak mene najbolj zanima, kako tukaj obdelajo 600 ton jekla na dan. Preden gremo na ogled proizvodne, pa tole, T-Roc R. Evo, tole zdaj je samo še koncept, ampak konec naslednjega leta ga bodo predstavili, potem 27 pa pride na ceste. Drugače zanimiv pogon, tako kot pri Golfu R, 245 kW, to je turbomotorja, to je 333 konjev, pa od zadnji bo imel vektoriranje navora. Drugače najbolj luštna stvar, slovenski proizvod, Akrapovič, tako da Ropotov bo tudi. Evo, hot hatchi še niso mrtvi. Evo, tole je najnovejša linija, ki so jo tukaj odprli letos, celo predsednik Portugalske je bil na njenem odprtju. Drugače so pa investirali v to tovarno že več kot 3 milijarde evrov, da je res vse najbolj sodobno. Tukaj noter proizvaja največje dele, kot so streha, vratni paneli in podobno. Evo, tole bo od nekoga hmal nov T-Roc. Drugače pa tukaj proizvede na dan 1000 avtomobilov, pomaga in pa 700 robotov. Zanimivo, Prve avto so začeli proizvajati leta 1995, takrat so bili še skupaj s Fordom, potem je pa Volkswagen prevzel celo tovarno. Najprej so začeli delati Charane, pa Galaxije, Alambre, potem široko, zdaj pa samo še T-Roc tukaj noter. Evo, tukaj so roboti pridni. Še nekaj časa bodo proizvajali tudi stare modele, ampak zelo malo. Drugače pa zdaj so vse digitalizirali, kar pomeni, da testirajo več avto, potem na koncu na testni progi, ampak vse naredijo na mestnih senzorji računalniki, potem jih samo še zapeljajo v vodni tunel, da vidi, če avto tesni, popravijo malenkosti, če je potrebno in to je to. Sicer pa želijo narediti CO2 neutralno proizvodnjo, tako da zdaj so investirali še v novo lakirnico, leta 27 je bila odprta in potem se bodo avti proizvajali CO2 neutralno, popravijo. Trenutno se v tovarni proizvaja samo T-Roc, kasneje pa se mu pridruži še novi ID Everyone, ki se bo kasneje seveda imenoval bolj ljudsko. Ampak nova platforma NQB Evo, na kateri je izdelan T-Roc, je tista, ki prinaša kup prednosti za ta kompaktni križanec. Zmogljivo podvozje skrbi za zelo dober občutek med vožnjo, pomembno je tudi, da so ohranili dober občutek tukaj na volanu. Da je kvalitetno izdelan, sem itak povedal že prejšnjič na prvi vožnji, tukaj pa lahko pokažem še, zakaj vam bo všeč vsak dan. Čeprav bi rajši tole videl na ta pravi gumbih, so super uredili tale vmesnik in zdaj hitro najdeš vse potrebno na teh bližancah, takole ali pa tukaj gor, potem kup nekih nastavitev je, tukaj recimo Atmospheres, da si lahko nastaviš avto po trenutnem počutju, res veliko nastavitev je tudi tukaj za ambientalno osvetlitev, v glavnem še posebej. Poleg tega je bilo pa zanimivo včeraj, ko nam je inženirka za luči povedala, kaj vse so naredili na lučeh, da so učinkovite in obenem ustrezajo tudi vsem pravilom. Sprednje itak odlično svetijo, tukaj recimo so noter dodali še posebne module za osvetljevanje v zavojih, zadnji pa so še posebej izpostavili zavorne luči, ker baje nikjer v pravilih ni točno določeno, koliko velike morajo biti in oni so tele še posebej izpostavili zaradi tega, da res močno svetijo in da ostali vejo, da vi zavirate. Pa posebej so se še potrudili s telimi lučkami za vzvratno vožnjo, ker ful dobro osvetljujejo tla. Tako da boste tudi po noč videli, kam voste, Bodo pa po noč tudi vsi vedeli, da vi voste Volkswagen, ker sta logotipa spredaj in zadaj osvetljena. Zdaj nam rekel, da je meni to ful všeč, ampak vam očitno je, zaradi tega, ker drugače tega sploh ponujali ne bi, Ja.